Gradimo odprto družbo. Lepo pozdravljeni v avgustovski oddaji Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Danes boste slišali pogovor z direktorjem tega združenja, patrom dr. Robinom Švajgarjem, ki bo več povedal o srečanju delegatov za socialni apostolat, ki je bilo v mesecu maju v Barceloni. Slišali pa boste še, kako so ponekod v Evropi praznovali Svetovni dan begunca. Vabljeni k poslušanju. Pater Robin Švajgar, lepo pozdravljeni v našem studiu. Dobar dan. Meseca maja ste imeli v Barceloni redno letno srečanje delegatov za socialni apostolat v Evropi. Nam lahko posredujete nova spoznanja, morda izkušnje, ki so povezani s socialnim apostolatom? Ja, meseca maja, od 19. do 22. maja, smo imeli redno letno srečanje delegatov za socialni apostolat v Evropi. Zbralo se nas je 16 delegatov iz Evrope. Vsi niso mogli priti. Prišel pa je novi delegat za socialni apostolat v Združenem kraljestvu, gospod Pol. Na začetku srečanja nas je laik Luis Aransabija, ki je odgovoren za socialni apostolat v Španiji, predstavil delo socialnega apostolata v Španiji. V Španiji deluje 23 socialnih centrov in jih želijo združiti na 5. Jezuitov je vedno manj in se starajo v Španiji. Zato je ta proces nujen, čeprav je tudi boleč. Torej počasi gradijo socialni sektor, ki bo združil jezuite in laike v delu z ubogimi. Združujejo se glede na potrebe. Odprti so na nove izzive, s katerimi se srečujejo. Pred kratkim so odprli novo skupnost na meji med Španijo in Marokom, ki spremljajo migrante na tem področju. Tudi v drugih sektorjih se združujejo. V Španiji imajo jezuiti 69 šol in tudi tu razmišljajo, kako jih voditi v prihodnosti. Kaj pa je bila središčna tema vašega srečanja? Imeli smo zanimiv panel 2 profesorjev, ki so govorili o migracijah. V Barcelono so prišli mnogi migranti, še posebej iz Latinske Amerike, iskat službo in novo in boljše življenje, čeprav v mestu živijo ljudje 180 narodnosti. Ena od težjih stvari je, da nimajo dovolj stanovanj za vse ljudi. Mesto se je zelo spremenilo z olimpijskimi igrami v letu 1992. Veliko ljudi pa nima urejenih dokumentov. Zato je sedanja vlada uvedla tako imenovano regularizacijo in šla naproti tem migrantom, da se uredijo dokumente. Druga tema pa je bilo poročilo o novosti v socialnem apostolatu iz naših držav oziroma iz jezuitskih provinc. Socialni apostolat je močan v Španiji in Franciji, raste v Nemčiji, v nekaterih provincah, kot so Slovenija, Poljska, Hrvaška, pa so predvsem osredotočeni na eno osebo in se ukvarjajo predvsem z begunci. Želeli bi, da bi bile skupnosti majhne in predvsem blizu ljudem. Pater Alberto Ares, ki je evropski direktor Jezuitskega združenja za begunce, je predstavil novosti na področju beguncev v Evropi. Nekaj časa je posvetil tudi strateškemu načrtovanju Jezuitskega združenja za begunce 2026-2031. Strateško načrtovanje je sedaj v fazi, ko posamezni kontinenti pripravljajo strateško načrtovanje za svojo celino. Tudi mi ga pripravljamo z Evropo. Poleg dela po skupinah smo imeli tudi možnost obiskati 3 socialne centre v Barceloni. Tako smo dobili živ stik z realnostjo, s katero se soočajo. Zanimivo, en center, na primer, publicira majhne brošure na temo krščanstvo in pravičnost. Te brošure so sad skupnega razmišljanja določenih ljudi, ki se redno srečujejo vsak mesec. Te brošure gredo potem po celem svetu, še posebej misionarje v Latinsko Ameriko. Tako imajo misionarji živ stik z domovino in kaj se dogaja v njihovi deželi. Ste kaj premišljevali o prihodnosti dela v Evropi? Tudi določene jezuitske province se združujejo, tako da je to nov moment za življenje socialnega apostolata. Potrebno je na novo ustvarjati in si zamisliti socialni apostolat. Torej, nove izzivi so tudi nove priložnosti za novo obdobje socialnega apostolata v provincah. V Sloveniji smo osredotočeni na delo z begunci v Ljubljani in s tujci v Postojni.
Kakšna pa je situacija prosilcev za mednarodno zaščito, beguncev v Republiki Sloveniji? Je opaziti trend rasti ali upadanja števila prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito? Situacija prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito je obvladljiva, skratka pod kontrolo. Trenutno je opaziti trend upadanja števila prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito od prejšnjega leta. Bomo videli, kaj bo prinesel nov pakt o migracijah, ki stopi v veljavo v mesecu juniju. Vas je v tem obdobju še kaj posebej nagovorilo in bi radi delili s poslušalci Radia Ognjišče? Ja, rad bi omenil obisk cerkve Sagrada Familije, svete družine v Barceloni. Ta cerkev je res lepa in so jo gradili 100 let po načrtih arhitekta Gaudija. Še ni čisto zgrajena, je čudovita za videti od zunaj in od znotraj. Občudoval sem, kaj lahko človek stori. Znotraj je posebno lepa, ko je sonce obsejalo notranjost cerkve v vseh svojih barvnih oknah. Torej, cerkev vredno ogleda. Pater Ruben Švajger, hvala za ta intervju na Radiu Ognjišče in veliko uspehov pri vašem delu. Hvala lepa. Oddajo Gradimo odprto družbo pa nadaljujemo z novicami, in sicer o praznovanju svetovnega dneva beguncev na Portugalskem in na Hrvaškem bomo slišali. V okviru svetovnega dneva beguncev je portugalsko jezuitsko združenje za begunce gostilo srečanje skupnosti kot prostor za poklon in enotnost. Dogodek je poudaril človeški obraz prisilnih migracij, proslavil pogum, odpornost in življenjske zgodbe beguncev in ljudi na poti. Z ustvarjanjem priložnosti za srečanja in dialog si je pobuda prizadevala izpodbijati stereotipe, spodbujati empatijo in krepiti družbeno solidarnost. V središču pozornosti je bila gastronomija, udeleženci pa so si delili hrano in pijačo, pripravljeno s skrbnostjo in predanostjo. Ti okusi in arome so postali izhodišče za smiselne pogovore v vzdušju, ki je bilo praznično, prijazno in globoko človeško. Ob svetovnem dnevu beguncev se je Hrvaško jezuitsko združenje za begunce pridružilo dogodku v skupnosti na Ribnjaku v Zagrebu, kjer so se v duhu srečevanja in solidarnosti zbrali lokalne organizacije, prostovoljci in člani skupnosti. Praznovanje je vključevalo arabsko hrano, ki so jo pripravili udeleženci, latinsko-ameriške plesne nastope in koncert mladih glasbenikov iz El Sistema Hrvaška. S pomočjo glasbe, kulture in skupnih izkušenj je dogodek ustvaril prijeten prostor, kjer so se ljudje lahko povezali, praznovali raznolikost in okrepili vezi, ki gradijo bolj vključujoče in sočutne skupnosti. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji Družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031 63 69 64. 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je končana, pripravil jo je pater Ruben Švajger, z vami sem bil tudi Matjaž Mrljak. K poslušanju znova vabljeni 27. septembra. Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radia Ognjišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.